Zdaj smo Blaž že kar precej zbrani, veš. Ok, potem pa predlagam, da začnemo. Najprej bo Kruno povedal par besed, pol prevzamem jaz, pa nadaljujemo z Rokom. V redu, lep pozdrav vsem, ki ste se danes, bom rekel tako, ne da ste prišli k nam, ampak ste se priklopili na naš spletni dogodek. Najprej bi se zahvalil kolegom iz družbe, kolegom iz NLB-ja, da so pomagali pri pripravi tega klica. Današnji klic je kot vsa zadnja leta, odkar je NLB d.d. kotiran na borzi, ne smemo komentirati poslovnih rezultatov družbe NLB Skladi kot take, pač ločeno, kajti to bo potem predmet javnih objav družbe NLB d.d., ki smo pač hčerinska družba v 100-odstotni lasti. Tako da bomo kot vsa zadnja leta najprej pričeli bo Blaž Bračič, kolega iz uprave, bo predstavil prodajne rezultate, predvsem dosežke ključne, ki smo jih v lanskem letu omenili, dosegli so se dostopni te podatki tudi iz javnih virov, torej nobenih skrivnosti, samo mogoče za vaše lažje uporabo so zbrani na enem mestu. Veliko večji del predstavitve bo pa pogled na minulo leto, zlasti pogled naprej bo predstavil naš vodja mag. Rok Bertoncelj. Mislim, da bo Blaž relativno kratek in potem bo pač tisto nekoliko obsežen, ne bo pa nikakor preveč obsežen del. Kar se tiče same debate, kajti mi smo kot vselej odprti za vaše vprašanja, dodatna komentarje vaše, predlagam, da bodisi na koncu v živo, lahko uporabljate tudi chat, nekako vidim, da že nekaj bilo na chatu, že Mojca pričela z pogovori. Bi pa morda predlagal, da tudi zaradi načina prezentacije pa snemanja, če morda vprašanja želeli, morda postavili ob koncu prezentacije. Potrudili se bomo biti učinkoviti tudi na naši strani in s ciljem te učinkovitosti zdaj nekako predajam tudi besedo Blažu, sam bom priklopljen, vendar bom si videl, samo da ne obremenjujem povezave svoj odklop. Tako da izvoli, Blaž. Hvala, Kruno. Mogoče si za začetek res v 3 slajdih pogledamo razmere na trgu vzajemnih skladov v tem turbulentnem, pestrem in za večino nas povsem novem letu 2020, ki je prišlo. Se pravi, v letu 2020 lahko prvo trditev postavimo, da se konsolidacija na trgu vzajemnih skladov umirja. Nekako se nas je ustalilo 5 slovenskih družb za upravljanje, ki upravljamo tudi nekako glavnino vseh sredstev Slovencev naloženih v vzajemne sklade. Se pravi, tuji vzajemni skladi pri nas imajo izjemno majhen delež. 2020 se je vsaj za našo družbo v prvih 2 mesecih začelo izjemno dobro, potem se je zgodba nekako marec, april je prišlo, kar vsi že vemo, in smo imeli kar odlive, nato pa do konca leta v bistvu presenetljivo izjemno dobri rezultati. In enako velja v bistvu tudi za cel trg kot celoto, ta slovenski del trga vzajemnih skladov. Sredstva v upravljanju so nekje iz 3 milijarde v začetku leta porasla na 3,23 milijard do konca leta 2020. Neto vplačila, tukaj vedno govorimo o vplačilih minus izplačilih iz skladov, so znašala 146,3 milijona. Tuji ponudniki pa, kot sem že omenil, nekako s sredstvi v upravljanju imajo zelo majhen delež, samo 229 milijonov je naloženih v teh skladih. So pa lani tudi beležili v bistvu glede na pretekla leta kar precejšen porast prilivov in so leta znašala 18,45 milijona. Imamo potem po trenutku podatke samo do konca oktobra, te podatke so objavljeni na spletnih straneh ATVP-ja. V evropskih, se pravi na evropskem prostoru, v bistvu prilivi v UCITS sklade, to so skladi, ki jih upravljamo mi, so do konca novembra, to so trenutno najbolj aktualni podatki, znašali visokih 346,5 milijarde evrov. NLB skladi v bistvu smo
bili v letu 2020 lahko izjemno zadovoljni. Za nas je bilo to rekordno leto, kar se tiče prodaj. Močno smo še okrepili tržni delež, ki je konec leta znašal skoraj 35%. V sami prodaji, se pravi bruto vplačilih, če ne upoštevamo izplačil, je znašel naš tržni delež 42,8%. Z drugimi besedami, skoraj vsak drugi evro vplačan v skladu v Sloveniji je šel k nam. Tržni delež v neto prilivih, se pravi vplačila minus izplačila, pa je znašel skoraj 70%. V preteklih letih je bil ta delež celo še večji, tako da v bistvu to dokazuje, da se izboljšuje tudi prodaja konkurentov, kar nas pravzaprav veseli. Veseli nas v smislu, da se celotna industrija nekako dviguje in postaja v očeh vlagatelja vse bolj zanimiva. Sredstva v upravljanju so konec leta samo v vzajemnih skladih znašala 1,126 milijonov evrov. S tem smo bili največja družba za upravljanje tako na področju vzajemnih skladov, kot največja družba za upravljanje absolutno. Če dodamo namreč tem 1,126 še gospodarjenje, ta delež preseže 1,6 milijarde evrov v upravljanju. Zdaj nekako naša usmeritev tekom celega leta 2019 je bila v bistvu komunikacija s strankam. Mogli smo se tukaj zelo prilagoditi, šli smo na digitalne kanale. Že v bistvu marca smo nekako prišli z nekim pozitivnim signalom, kar je bilo v tisti točki sigurno težko in negotovo. Pripravili smo nek prispevek, ali se ponavlja leto 2008 in stali na mnenju, da se ne. Dodatno smo nekako poslovanje na daljavo okrepili za večino poslov, uvedli možnost posveta na daljavo. Ponosni smo v bistvu na to, da so bila maksimalno tekom celotne krize vpisna mesta odprta, se pravi, stranke so z nami ves čas lahko poslovale praktično nemoteno. Imeli smo kar nekaj teh naložbenih webinarjev, prenovili smo spletno stran. Ves čas v bistvu imeli tudi to našo aplikacijo, kjer so stranke dnevno lahko spremljale svoje naložbe. Zdaj, če bi rekel 2020, smo vsekakor končali boljš, kot smo upali v najbolj optimističnih sanjah računati, tako na borzah kot prodajno. Zdaj, ključni dejavniki uspeha v izolaciji za našo družbo, ki bi jih rad izpostavil, je vsekakor ta dokazan pomen kakovostnega nasveta, ki ga pri naših komercialistih, finančnih svetovalcih stranke dobijo. Imamo ta enostaven, stroškovno ugoden naložbeni produkt. Zelo smo veseli, da nam varčevalni načrti, to so ta postopna varčevanja, izjemno dobro se prodajajo. Lani je bilo sklenjenih kar 18.114. Vsekakor nam prodajo spodbujajo ničelne obrestne mere, ljudje pač iščejo alternative, da bi svoj denar, svoje prihranke bolje plemenitili. Tukaj ne moremo mimo izjemno dobrega sodelovanja, ki smo ga v teh skoraj 17 letih, kar poslujemo, zgradili tako z NLB poslovno mrežo kot privatnim bančništvom. In pa v tej situaciji se je izkazalo to, da je vzajemni sklad kot zelo likviden naložbeni produkt, v očeh vlagateljev, mislim, da pridobil zelo veliko zaupanja. S tem kratkim pregledom sem jaz zaključil, in zdaj v bistvu z veseljem predajam besedo Roku Bertonclju, našemu vodji analiz, da pove, kaj pa napovedujemo za leto 2021. Rok, izvoli, beseda je tvoja. Hvala za pozornost, pa se po koncu mogoče še pogovorimo, če imate kakršnakoli vprašanja. Hvala. Hvala, Blaž. Potem pa gremo kar na naše napovedi za leto 2021. Prezentacijo bomo začeli seveda z pregledom leta 2020. Leto je bilo izjemno iz mnogih razlogov. Posamezniki gospodarstva smo se soočali z prej totalno nepredvidljivimi ukrepi, restriktivnimi ukrepi na račun koronavirusa. Doživeli smo praktično zaustavitev oskrbovalne verige širom sveta v marcu, vendar so na koncu finančni trgi končali pozitivno. Za nekoga, ki
finančne trge ne spremlja oziroma ne spremlja potek monetarne politike in fiskalne politike, bi bil to vrsten konec leta praktično nepredstavljiv. Ampak za tiste, ki pa že nekaj časa spremljamo ukrepe monetarne in fiskalne politike, pa vidimo, da je bil ravno ta sočasen ukrep tako monetarnih kot fiskalnih inštitucij sočasen iz vidika posameznih držav kot širom sveta ključen pri tem gospodarskemu odboju. Če sem rekel, da se je oskrbovalna veriga v marcu popolnoma zaustavila, smo na Kitajskem na račun ravno spet njihove fiskalne politike videli zelo hitro rast povpraševanja po tudi evropskih kot tudi ameriških kapitalskih produktih. Se pravi, monetarna in fiskalna politika sta imela močan in zelo hiter ukrep na potek gospodarstva tekom leta, navkljub številnim restriktivnim ukrepom. Potem smo pa tudi konca novembra oziroma na začetku novembra dobili še odlične novice o cepivih. Če pogledamo donosnosti v letu 2020, vidimo, da so ravno panoge informacijska tehnologija, ki je seveda manj ciklična kot ostale panoge in na katero je dodatno vplivala še digitalizacija in zelo hiter pospešek trenda pač dela od doma, kakršnega si tudi ne bi predstavljali pred letom 2020. Če pogledamo celotne donosnosti svetovnih delniških trgov, vidimo, da se zgodba nadaljuje. Z izjemo določenih evropskih indeksov in Anglije je bilo leto precej donosno, kamorkoli pogledamo. Seveda najbolj donosno ravno za te tehnološke firme, na katere so seveda zelo dobro vplivala nizke obrestne mere na račun že omenjene monetarne politike. V novembru je prišlo, kot že omenjeno, do precejšnjega prevrata tako na trgih, kot tudi v mišljenju ljudi. Če je bil marsikdo, tukaj se vključujem tudi sam, zelo skeptičen glede samega poteka cepiv, učinkovitosti cepiv, možnosti dobave, so nas zelo razveselile novembrske novice o zelo visoki, ne le o visoki učinkovitosti novih cepiv, temveč tudi o možnosti proizvodnje teh cepiv, ki je bila globoko nad pričakovanji. Kot vidimo, je na račun novih pričakovanj normalizacije je bil največji vpliv ravno na tiste podjetja, ki so tekom leta bila pod najbolj negativnim vplivom. Se pravi, energetika, zelo je upadlo povpraševanje po nafti in benzinu, seveda saj smo bili vsi tudi doma. Na finančne storitve so negativno vplivale seveda negativne obrestne mere, medtem kot ostale prociklične panoge, kot so trajne potrošne dobrine, surovina in industrija, so tudi doživele močan pospešek na podlagi precej okrepljenih pričakovanj. Ko smo postavljali naša panožna priporočila, oziroma je bila vsaj med našimi analitiki velika debata, v kolikšni meri so ta pričakovanja že odražena v tečajih teh novembrskih zmagovalcev. Če pogledamo na desno tabelo, vidimo, da so se recimo v primeru bank vrednotenja močno povzpela na račun novembrske novice in so že nekje na polovici, v primeru Ameriki že nad polovico vrednoten po price-booku v primerjavi z predkriznim časom. Če upoštevamo, da so pričakovanja obrestnih mer na račun izjav centralnih bank izjemno nizke za prihajajoča leta, bi lahko rekli, da so tudi v dobršni meri že odražena. Vendar, kot bomo videli kasneje, ni nujno, da je temu tako, ker so naše pričakovanja vseeno, ne glede na negotovost po prvi polovici leta, še precej prociklična v letu 2021. Kot začetek bi šli čez tveganja za naše prihajajoče napovedi. Kot sem že omenil, trenutna pričakovanja so zelo optimistična. Se pravi, kakršnekoli negativne novice povezane z časovnimi roki distribucije, kakšna težava z novo in nepreizkušeno tehnologijo mRNA, kot tudi zelo negotova epidemiološka slika, lahko v prvi polovici privede do nekih večje volatilnosti na finančnih trgih. Zdaj tukaj bi poudarili, da na račun zelo visoke likvidnosti ni pričakovan daljši padec, oziroma bojo te pretresi najverjetneje začasne narave. Tega se bomo dotaknili še potem pri panožnih priporočilih.
Zagotovo bo prva polovica leta iz vidika makroekonomske slike težavna v zahodnih gospodarstvih. Ne glede na precejšno dinamiko precepljenosti oziroma za hitrostjo, s katero se cepljenja izvajajo v zahodnem svetu, predvsem v Ameriki, pričakujemo v prvih dveh kvartalih nižjo gospodarsko rast oziroma precejšno negotovost. Zdaj v primeru, tukaj bi predvsem poudarili, da kakršnakoli težava oziroma negotovost bo začasne narave. Kot bomo videli kasneje, so bili ukrepi fiskalne in monetarne politike zelo učinkoviti pri zaustavljanju večjih brazgotin gospodarskih. Dodatno, kot sem že omenil, v določenih panogah in regijah so pričakovanja zelo optimistična, predvsem iz vidika rasti dobičkov v letu 2021. To se predvsem navezuje na negotovo časovnico odpiranja. Vendar tudi to bomo videli, da na koncu morda le ni tako velik problem. Večji problem, ki pa ponovadi ni tako pogosto omenjen, vsaj v trenutnih časih, seveda v ospredju so bile seveda ameriške volitve in nadaljevanje težav z epidemiološko sliko, je obseg in časovnica za iztegovanje kreditnih razmer na Kitajskem. To bo gotovo ena tema, s katero se bojo trgi soočali najverjetneje proti koncu naslednjega leta ali pa trenutnega leta ali pa v začetku leta 2021. V zgodovini je ravno to zategovanje kreditnih razmer na Kitajskem imelo precejšen vpliv na svetovno gospodarstvo kot tudi finančne trge. Pri naslednjemu sem dal seveda vprašanje, ali lahko res po naših izkušnjah v preteklem desetletju res lahko pride do prehitre rasti inflacijskih pričakovanj in obvezniških obrestnih mer. To je zelo pomembna tema, ko se pogovarjamo o panožnih porazdelitvah med growth in value delnicah, kot tudi pri naših postavitvah za finančno industrijo. Negotovost za popandemsko normalizacijo je tudi ena tema, ki se redko kdaj trenutno načenja. Seveda Evropska komisija, kot tudi vsi ostali regulatorji so zelo popustljivi bili tekom leta 2020, pričakuje se nadaljevanje tekom leta 2021 iz vidika fiskalnih pravil v Evropi. To se seveda navezuje na Maastrichtsko pogodbo, ki je nastala leta 1990. Zdaj tukaj bi mogoče se tukaj vseeno rahlo ustavil. Kot vsi vemo, Maastrichtska pogodba zahteva od članic evroobmočja, da letni deficit ni nižji kot 3% oziroma večji kot 3% proračuna in dodatno, da je javna zadolženost članic 60%. Zdaj, sama Maastrichtska pogodba je nastala v 90-ih, ko se je Evropa soočala z precej drugačnimi težavami. Se pravi, takrat je bila inflacija čez 4%, dodatno so evropske obveznice imele zahtevano donosnost od 8 do 12%. Namen te Maastrichtske pogodbe je bil ravno omejevanje inflacijskih pritiskov, ki pa v trenutnih razmerah ob predpostavki, da se začne Evropska komisija prehitro z zahtevami, lahko negativno odraža v evropskih delniških trgih, kot tudi v razvoju evropskega gospodarstva. Te teme se bomo še kasneje dotaknili. Dodatno imamo pa seveda še eno precejšno tveganje, če pogledamo seveda zastopanost velikih tehnoloških družb širom sveta, s tem seveda mislim Ameriko kot Kitajsko. V Ameriki predstavljajo Fang M delnice trenutno 24% tržne kapitalizacije in bi seveda v primeru, da bi prišlo do nekih večjih regulatornih ukrepov pri teh tehnoloških družbah, to imelo precejšen vpliv na ameriške delniške trge in najverjetneje posledično tudi na evropske. Zdaj pa seveda vprašanje, kako smo lahko udeleženci trgov optimistični, kljub vsem naštetim tveganjem za prihajajoče leto. Seveda primarno, kot smo videli že v preteklem letu, monetarne in fiskalne politike, če delujejo sočasno, so lahko zelo učinkovite pri zaustavitvi brazgotin gospodarskih. Dodatno
V letu pričakujemo nadaljevanje ravno na račun teh ukrepov, izjemno visokih nivojih likvidnosti, tega se bomo tudi dotaknili, in seveda pomanjkanje alternativ. S tem mislim seveda pač inštrumentov v obliki obveznic in tovrstnih fixed income inštrumentov. Dodatna stvar, ki vzpodbuja upanje, je seveda to, da je trenutna kriza na račun eksogene narave in hitrega ukrepanja monetarnih in fiskalnih politikov se precej razlikuje od preteklih. Kot bomo videli, so nivoji prihrankov v primerjavi z preteklimi krizami precej visoki v zahodnem svetu, kot tudi v vzhodnem, kar in dodatno pričakujemo tudi neko večjo nagnjenost potrošnikov, bo končno prišlo do odpiranja. Seveda smo vsi nekako mi čakamo, da bomo lahko spet potovali in mogoče tudi šli v kakšen kino ali pa v restauracijo. Dodatno, to je zelo pomembna stvar, ki jo udeleženci trgov oziroma analitiki pač ne poznajo. Vrednotenja delnic seveda temeljijo na prihajajočih cash flowih oziroma denarnih tokovih v prihodnosti. Se pravi, se kot analitiki seveda osredotočamo za naslednjih 5-10 let, odvisno od modela, in na podlagi tega določimo vrednost delnici. Priznavamo povišeno negotovost v pričetku 2021, seveda to bi predstavljalo priložnost, vendar na račun že omenjene visoke likvidnosti pričakujemo, da je bila ta le začasne narave. Če pogledamo desni graf, vidimo tudi globalni PMI indeks. To nekako predstavlja aktivnost v predelovalnih in storitvenih industrijah. Vidimo, da je v primerjavi z marcem 2020 ob drugem valu zapiranj bil efekt precej manjši. Temu to lahko pripisujemo seveda večjim faktorjem, med njimi je seveda odpiranje kitajskega gospodarstva na račun njihovih fiskalnih ukrepov. Tudi sami smo postali bolj učinkoviti z delom od doma. In potem, če gremo naprej, kot že omenjeno, to povišeno povpraševanje iz Kitajske, kot bomo videli na drugem slajdu, je zelo podobno, kot se je zgodilo leta 2009 in 2010, ko smo prihajali iz pretekle krize, je ravno to povišeno povpraševanje iz Kitajske, iz oblike pač njihovih fiskalnih ukrepov, zelo pripomoglo k splošni gospodarski sliki sveta. In to pričakujemo, da se bo ta tema tudi nadaljevala v prvi polovici leta. Na račun izvolitve Joe Bidena pričakujemo nižja geopolitična trenja. To, kot bomo videli, je predvsem pozitivno za Evropo, medtem ko še vedno pričakujemo določene trenja za Kitajsko, mogoče bojo tokrat manj gospodarske narave, ampak bolj etične narave. Tle se seveda navezujem na Hong Kong in Xi'an provinco Ujgurjev. Se pravi, tukaj vidimo predvsem trenja od demokratov za strani bolj etične narave. Ampak seveda najverjetneje v manjši meri kot pod preteklim predsednikom. Dodatno smo pozitivni zato, ker se zavedamo, da je trenutno v razvoju več kot 200 cepiv za COVID-19, kot tudi že omenjeno precej dobro dinamiko cepljenja. Poprečujem, je prišlo do neke napake v grafu. Kitajsko gospodarstvo, kot sem že omenil, so spodbujali obsežni fiskalni ukrepi tekom leta 2020. To pričakujemo, da se bo nadaljevalo v letu 2021. Če pogledamo storitvene PMI na Kitajskem od Caixina, vidimo, da je dinamika v preostanku leta, se pravi praktično od maja naprej, nakazovala na zelo visoko širitev gospodarske aktivnosti. To se seveda tudi odraža na desnih grafih. Kot vidimo, trgovinska bilanca se je močno pospešila na Kitajskem po padanju v preteklih letih in seveda tudi na dinamiki izvoza in uvoza. Zanimivo je mogoče tudi, da je izvoz iz Kitajske tudi tako močno pospešil, kar tudi nakazuje seveda na vzbujanje gospodarstva tudi izven Kitajske. No, te grafi so pa za mene, ko sem že v preteklosti že kar nekaj let spremljam, seveda monetarno in fiskalno politiko, so za mene zelo zanimivi. To je ta omenjena rekordna likvidnost in odkupi centralnih bank. Zdaj vsi se zavedamo, da so centralne banke že ob vsaki priložnosti poudarijo, da bojo nadaljevale z svojimi varčevalnimi ukrepi. Dodatno tudi
skoraj vsako novo konferenco sporočijo, da bojo bolj ohlapni pri dopuščanju višje inflacije. To je nazadnje recimo poudaril FED. Kaj pomeni dejansko ta rekordna likvidnost? Pogosto se pogovarjamo o njej, zakaj likvidnost pozitivno vpliva na delniške trge. Če pogledamo zgornji desni graf, vidimo razmerje med M2, se pravi količino denarja v obtoku, v Združenih državah Amerike in tečajem S&P 500. Kot vidimo, je ta korelacija izjemno močna. Morda tudi od te korelacije izhaja pravilo finančnih trgov, da ne gre staviti proti Fedu. No, v Združenih državah Amerike smo v letu 2020 doživeli najvišjo rast M2 v zgodovini, skoraj 24% se je povečala v letu. Seveda to je na račun izjemnega poskaka odkupov, kot vidimo na desni tabeli, so bili v obsegu precej višji tudi kot ECB-ja, ravno na račun višjega manevrskega prostora, kot nižanja obrestne mere. Zdaj, tale graf je mogoče zelo zanimiv, ker vidimo, kako drastična je ta razlika v primerjavi z Evropo. V Evropi pa imamo kljub temu, da imamo že leta in leta izjemno spodbujalno monetarno politiko, ta rast denarja v obtoku le ni tako izrazita. To izhaja seveda iz večjih razlogov. Eno je efekt transmisije, heterogenosti, dodatno smo imeli tudi svoje težave v bančnih sektorjih, kot tudi z sovereign debtom. Ampak to je en zelo pomemben impuls, ki ga gledamo ob pričakovanju za naslednje leto. Seveda na račun teh rekordne likvidnosti in odkupa centralnih bank bodo tudi obrestne mere pričakovano še kar nekaj časa na trenutnih nivojih, kar pa seveda tudi dodatno podpre delniške trge. Kot že omenjeno, ravno to sočasen efekt tako fiskalne kot monetarne politike je tisto, kar je zares pripomoglo k temu, da so naše pričakovanja izhoda iz te krize tako visoka, kot tudi pričakovanja makroekonomske pospešitve, ko le pride do teh odpiranj. Zakaj je ta situacija tako drugačna? Če pogledamo na desno zgornjo tabelo, vidimo, da so nivoji prihrankov gospodinjstev kot odstotek razpoložljivega prihodka na izjemno visokih nivojih, posebej v primerjavi z letom 2009. Seveda glavna težava finančne krize oziroma kriz zgodovinsko je težava z agregatnim povpraševanjem po koncu krize. Medtem ko mi na račun tako prihrankov gospodinjstev kot tudi nadaljevanja fiskalne politike tega ne pričakujemo. Kvečjemu pričakujemo, da bo zelo močno agregatno povpraševanje. In seveda to pomeni gospodarska pospešitev kot tudi pozitiven faktor za prociklične delnice. Kot že omenjeno, v koncu leta 2020 sta bila potrjena 2 svežnja fiskalnih paketov v Evropi in Ameriki. V Ameriki na račun zmage demokratov v Georgiji se trenutno pričakuje še dodaten, zelo močan paket fiskalnih ukrepov, ki naj bi meril okoli 2 milijarde. V letu 2021 pričakujemo, da bo tale fiskalni impuls v Ameriki bolj močen kot v Evropi. To je ključen dejavnik tudi pri naših pričakovanjih gospodarske rasti, kot tudi vpliva na delniške trge v prihajajočem letu. Vendar se marsikdo vpraša, kot recimo se tudi trenutno sprašuje marsikatera analitska hiša, tudi novinarska hiša, ali lahko zares v letu 2021 ob tako močnih fiskalnih in monetarnih ukrepih in ob pričakovanju zelo močnemu agregatnemu povpraševanju res pričakujemo, da ne bo prišlo do močnega preobrata obrestnih mer. Seveda v prid tej teoriji, se pravi tezi, da bo prišlo do nekega obrata obrestnih mer, govorijo dejstva, da bo gospodarski preobrat zelo močan v naslednjem letu, seveda na račun agregatnega povpraševanja, ki pričakujemo, da bo izredno močno, obsežna nadaljnja podpora monetarnih in fiskalnih ukrepov in seveda visoki nivoji prihrankov.
Vse te teorije delujejo seveda v prid temu faktorju. Seveda dodatni ukrepi oziroma dodatni morebitni fiskalni ukrepi za strani demokratov v Ameriki lahko imajo še dodaten vpliv na ta pričakovanja. Na levi grafiki imamo grafa petletne inflacije, se pravi, to je v bistvu inštrument, ki nekako predstavlja pričakovanja finančnih trgov za inflacijo za potek petih let čez 5 let. Kot vidimo na spodnji tabeli za pričakovanje za Ameriko, so ta že precej visoka, se pravi, smo že nekje na nivoju 2018, na njihovo pospešitev je pa seveda ima vpliv pričakovane nadaljne fiskalne podpore v Ameriki, ravno na račun tega modrega vala, ki se je zgodil v Ameriki z zmago demokratov v senatu. V Evropi vidimo, da so ta pričakovanja trenutno še precej nižja. Tega se bomo seveda tudi kasneje dotaknili in je predvsem posledica demografskih kot tudi že omenjenih pričakovanj glede morebitne predčasne restrikcije iz vidika fiskalnih spodbud v Evropi, oziroma da se bi tale impuls v Evropi prehitro končal. Če pogledamo zgodovinsko, zakaj so tale obrestne mere tako pomembne, zakaj jih tako gledamo, pri delnicah je to predvsem na račun razmerja med delnicami, ki so growth in value, se pravi growth delnice ali tehnološke delnice, ki jih pričakujemo, od katerih denarna tokova pričakujemo globoko v prihodnosti, za katere bi lahko rekli, da so delnice daljšega trajanja, so precej bolj negativno na njih vpliva rast obrestnih mer ali le pričakovana rast obrestnih mer. To se je recimo zgodilo leta 2000, kjer se je zgodila največji odboj value investicij napram growth investicij praktično v zgodovini in v primeru, da pride do nekega večjega pretresa glede pričakovanj obrestnih mer, pričakujemo, da se bi to tudi nadaljevalo. Zdaj, tukaj je za poudariti, da ne glede, če pride do pretresa ali ne, pričakujemo, da bo na račun prociklične narave prihajajočega leta, da vsem pričakujemo določeno rast tako obrestnih mer kot tudi inflacijskih pričakovanj, kar seveda bi vsaj delno pozitivno vplivalo ravno na value investicije in seveda tudi na finančne. Sedaj smo pa pri naših asset napovedih. Kot sem že omenil, znašamo se v dobi izrednih monetarnih in fiskalnih ukrepov, pričakujemo, da se bo nadaljevala. Nekako ne obstaja druga opcija, dokler ni svet prekužen, dokler se gospodarstva ne odprejo, se bomo še vedno soočali z posledicami in korona krize, se pravi, bodo morale tako monetarne inštitucije kot fiskalne inštitucije podpirati gospodarstva, kot tudi bodo morale podpirati gospodarstva tekom leta. Neposreden vpliv omenjenih ukrepov vidimo v depozitnih obrestnih merah v Sloveniji. Tukaj imamo podatke od Banke Slovenije. Vezane vloge nekje od 1 do 2 leti trenutno nosijo 0,22%. Če pa upoštevamo pričakovano 1,6% inflacijo v letu 2021, pa vidimo, da je realna obrestna mera tukaj precej negativna. Se pravi, nismo naklonjeni denarnim sredstvom v trenutnem okolju. Pri obvezniških naložbah se je spet mogoče opaziti v zgornjem grafu neposreden vpliv odkupov ze strani centralnih bank. Se pravi, kreditni pribitki tako v Sloveniji kot v Nemčiji, na nemških obveznicah, kot v agregatnih indeksih evropskih A obveznic in evropskih BBB obveznic so pod nivojih, ki so jih imeli pred začetkom krize, se pravi, je prišlo do zelo močne kompresije omenjenih kreditnih pribitkov. Na račun omenjenega tudi v tem trenutku nismo naklonjeni obvezniškim naložbam. Tukaj mogoče gre tudi za poudariti že prej omenjeno tveganje pospešenih pričakovanj poteka obrestnih mer, kar bi še dodatno negativno vplivalo predvsem na daljši del obvezniške krivulje.
Se pravi, trenutno smo v trenutnem okolju presežnih likvidnosti in pričakovanj visokega agregatnega povpraševanja po odpiranju, če se bo to zgodilo v prvi polovici leta ali bo potrebno še kakšen kvartal dodatno. Smo zelo pozitivno naravnani na delnice. Seveda, marsikdo bo omenil, da so delniška vrednotenja zelo visoka. Spodnjo tabelo sem vključil ravno na račun kot nek zanimiv pogled na razmerje med agregatnimi dobički in tržno kapitalizacijo. Se pravi, pač razmerje PE. Kot vidimo, kot sem že omenil, v Evropi je bil vpliv na dobičke precej višji kot pa v drugih regijah. To je predvsem na račun naše bolj prociklične narave naših trgov, vendar so pričakovanja rasti precejšna. Ob trenutnih pričakovanjih dobičkov v letu 2021 vidimo, da se ta vrednotenja precej opadejo. Dodatno, kot sem že omenil, pa niso ravno v celotni delniški trgi tako zelo dragi. V Ameriki recimo je ravno prekomeren vpliv teh tehnoloških delnic, ki zelo vpliva na njihovo vrednotenje, medtem ko določene prociklične panoge še vedno predstavljajo relativno v trenutnih časih zelo nizkih obrestnih mer relativno ugodne nakupe. Kot sem že omenil, ob nadaljnji normalizaciji pričakujemo prekomeren pozitiven vpliv na prociklične delnice in predvsem na med pandemijo prizadete panoge. Seveda tukaj se osredotočamo na surovine, industrijo in energetiko, kot tudi finančne storitve ob predpostavki, da bojo obrestne mere, da bomo doživeli rast obrestnih mer. Tudi smo naklonjeni nepremičninam, vendar pri nepremičninah bi vseeno opozorili, da v primeru precejšnje rasti obrestnih mer ali pa pričakovanj obrestnih mer lahko imajo negativen vpliv na same nepremičnine. Vendar ob predpostavki odpiranja pričakujemo pozitiven vpliv predvsem na nepremičnine, ki se ukvarjajo z gospodarstvom oziroma z storitvenimi dejavnostmi, seveda v smislu nakupovalnih centrov in tovrstnih nepremičnin, ki bodo seveda na katere bo pozitivno vplivalo odpiranje gospodarstva. Nižjo naklonjenost imamo za javne storitve, za panoge javnih storitev in osnovnih potrošnih dobrin. To so primarno zelo konzervativne naložbe, ki so se zelo dobro odnesle tekom krize, vendar ki praviloma v primerjavi oziroma vsaj relativno manj narastejo v času v procikličnem obdobju, kakršno pričakujemo v prihajajočem letu. Se opravičujem. Sedaj smo na Evropi. Kot vedno Evropi še vedno nakazujemo precejšnjo naklonjenost. To je iz večjih razlogov. Poudarjamo zmerno vrednotenje delniških trgov evropskih, prociklično panožno strukturo, relativno višjo izpostavljenost kitajskemu gospodarstvu, kot smo že omenili. V negotovi prvi polovici leta je eden od faktorjev, za katerega skoraj zagotovo računamo seveda pač nadaljevanje zagona kitajskega gospodarstva. In v tem primeru je Evropa na račun tako panožne strukture kot odstotka trgovske bilance v primerjavi z Kitajsko, v primerjavi z Ameriko smo Evropi relativno bolj naklonjeni. Na račun izvolitve novega predsednika v Združenih državah Amerike pričakujemo krepitev odnosov z Evropo, to je Biden že sam večkrat poudaril, in tudi izogib novim carinam v letu 2021. Tukaj gre poudariti, da je to kar pomemben dejavnik, ker bi pod preteklim predsednikom skoraj zagotovo v letošnjem letu prišlo do dodatnih carin pri naši blagovni menjavi z Ameriko. Seveda izpostavljamo tudi pozitiven izid Brexita in tudi boljšo izpostavljenost v primeru rastočih pričakovanj poteka obrestnih mer. To je seveda na račun bolj value naravnanosti naših trgov oziroma zmernih vrednotenj naših trgov.
Kot negativno pa poudarjamo visoka pričakovanja glede normalizacije dobičkov, to smo že videli. Na to bi lahko seveda močno vplivalo kakršnokoli odlašanje odpiranj oziroma nadaljevanje restriktivnih ukrepov. V preteklem tednu smo dobili negativne novice pri količini cepiv, ki jih bomo kot Evropa dobila od teh družb. Tako da to so dejavniki, na katere smo zelo pozorni v naših pričakovanjih v letošnjem letu. Dodatno pa poudarjamo višjo vzpostavljenost morebitnih korekcij v krajšem roku. To je ravno na račun te prociklične panožne strukture, ki sem jo omenil. Se pravi, Evropa je bila med zmagovalci, je bila absolutno med regijskimi zmagovalci tega novembrskega poskoka, vendar so ravno te družbe, ki so najbolj izpostavljene nekim morebitnim težavam pri odpiranju v začetku leta, vendar to je nekako predstavljalo tudi priložnost. Tehnološka podjetja, kot sem omenil, so precej manj ciklična in bi v primeru kakršnekoli dodatnih težav bi praviloma obdržala, bi morda celo porasla v vrednotenjih in bi v tistem trenutku bila to dobra priložnost, da bi določena ta sredstva tudi prestavili v te prociklične družbe. Ob morebitni neki negotovosti v začetku leta, vendar, kot sem že rekel, na račun te zelo visoke likvidnosti bo ta najverjetneje zelo kratkotrajne narave, kot tudi dejstva, da je trenutno zelo močan konsenz tako analitikov kot ekonomistov, da bo agregatno povpraševanje zelo visoko v prihajajočem letu. Seveda negativa Evrope so strukturne težave, ali so to demografske, panožne, imamo nižji potencial rasti. To je mogoče en dejavnik, ki ga bi rad poudaril in je navezan seveda na Maastrichtskovo pogodbo. Izhaja iz dejstva, da se kot Evropa demografsko sestaramo in je vprašanje, če lahko Evropa sama po sebi zagotovi dovolj agregatnega povpraševanja, da lahko drži nadaljnjo rast na nivoju, na račun katere bi prihajalo do inflacijskih pritiskov. Kot sem že rekel, Maastrichtska pogodba je nastala v 90-ih, ko se je Evropa soočala z precej drugačno sliko. Medtem ko bi lahko zelo močno trdili, kot smo tudi videli na podatku z glede M2, da je ravno ta Maastrichtska pogodba oziroma to nujno držanje teh fiskalnih pravil zelo negativno vplivala tako na relativno gospodarsko rast Evrope napram Ameriki, kot tudi na naše delniške trge. Zdaj, če bi prehitro prišlo do fiskalnega zategovanja z računa Evropske komisije, bi to imelo negativen vpliv na Evropo, tako iz inflacijskega vidika, kot tudi iz vidika gospodarske rasti, kar bi posredno tudi imelo vpliv na obvezniške trge. Zdaj, trenutno temu ne kaže tako, ampak je ena stvar, ki jo gledamo pri naših priporočilih za Evropo za letošnjo leto. Kot v Ameriki je tudi epidemiološka slika trenutno bolj negotova in soočamo se z precejšnjimi restriktivnimi ukrepi. Dodatno je pa seveda potrebno poudariti negotovost glede same evropske zgodbe, odhod Merklove, ali bo njen naslednik tudi tako naklonjen Združeni Evropi, trenja med vzhodno in zahodno Evropo, s katerimi smo se soočali v preteklem letu, in še vedno moramo upoštevati heterogenost same Evrope. Se pravi, v prihajajočih letih je najverjetneje, da se bo evropska zgodba ponovno soočala z zgodbo severa proti jugu v smislu fiskalnih pravil, kot tudi razlike v inflacijskih pritiskih. Seveda tudi pričakujemo, da bojo inflacijski pritiski višji precej hitreje v severnih gospodarstvih. Kot sem že omenil, so naše napovedi za ZDA, smo ZDA tudi delnicam iz regije ZDA naklonjeni, rahlo manj kot Evropi, tukaj gre predvsem na račun morebitnega tveganja obrestnih mer, kot tudi samih vrednotenj. Zdaj, Amerika se znaša na zelo visokih vrednotenih, to je dejstvo, vendar tudi pri Ameriki lahko se pričakujejo precejšnja rast dobičkov v naslednjih letih in bi po trenutnih pričakovanjih se Amerika, vsaj po kazalniku PE, že približala svojemu 20-letnemu povprečju v letu 2022, kot vidimo v desni tabeli. Za nadaljno rast ameriških delniških trgov pričakujemo predvsem na račun fundamentalne komponente, se pravi rast dobičkov, ne pričakujemo toliko nadaljne rasti multiplikatorjev, ravno na račun tega, kot sem že omenil, da se tudi marsikateri udeleženci trgov sprašujejo glede samega poteka obrestnih mer. Amerika ima na račun tudi
višjih inflacijskih pritiskov kot druge, relativno bolj negativne obrestne mere kot v ostalih državah. In predvsem tale fiskalni impuls, ki sem ga omenil, pričakujemo, da bo precej močan v letošnjem letu, kar je še ena stvar, ki bo pospešila ameriško gospodarstvo, kot tudi dodatno zelo relativno hitra precepljenost populacije. Kot smo tudi videli, sam Fed se je izkazal kot zelo učinkovit pri višanju količine denarja v obtoku, tako da tudi tukaj pričakujemo nadaljevanje za strani Feda, kot je tudi centralna banka že sama omenila. Panožna struktura finančnih trgov je seveda negativna stvar ameriških trgov na račun trenutnih procikličnih pričakovanj. Ena večja nevarnost, oziroma kot sem že omenil, je vezano na pričakovanje inflacije in poteka obrestnih mer, se navezuje seveda na daljši del dolarske krivulje, se pravi s tem seveda mislim 10-letno ameriško obveznico. Tole bo dejavnik, ki ga bomo zelo spremljali v prihajajočem letu in ga še vedno. Kot zanimivost je na račun zmage demokratov v Georškem senatu in pričakovanj nadaljne fiskalne podpore postala 10-letna ameriška obveznica druga najbolj donosna v skupini G10, se pravi samo za Avstralijo. Seveda negativna izpostavljenost v primeru rastočih pričakovanj, kot sem že omenil, in povišana davčna negotovost ob demokratskem prevzemu senata, tukaj seveda na račun direktnega vpliva na agregatne dobičke ameriškega gospodarstva. Ampak na splošno smo še vedno pozitivni na Ameriko, ne glede na omenjena tveganja, ravno na račun tega pričakovanega zagona, tako iz fiskalnega stimulusa kot nadaljevanja zelo močnega vpliva njihove presežne likvidnosti. Pri ostalih regijah je potrebno spet poudariti Kitajsko. Pričakujemo, da bo gonilna sila v prvi polovici 2021. Pričakujemo nadaljevanje efekta obsežnih fiskalnega stimulusa. To bo posredno, seveda bo to tudi vplivalo medtem ko se nekako zmanjšuje tale fiskalni impuls iz preteklega leta, pričakujemo, da bo z vplivom na agregatno povpraševanje same populacije, z izboljšanjem na trgu dela, vsem gospodarstvo imelo precejšnjo rast v prihajajočem letu. Mednarodni denarni sklad tukaj seveda pričakuje 8% rast kitajskega gospodarstva. Negativa je seveda pričakovano zategovanje finančnih razmer, kot so v preteklosti je kitajska vlada že naredila in je imelo precejšen vpliv, vendar vsaj po trenutnih kazalnikih to ne kaže, da bi bil problem v prvi polovici leta in je najverjetneje zgodba za drugo polovico oziroma konec naslednjega leta. Do takrat pa pričakujemo, da bojo tudi zahodna gospodarstva v precej boljšem stanju in se bojo lažje soočala z morebitnim vplivom na agregatno povpraševanje iz Kitajske na račun omenjenih ukrepov. Zdaj, kot že omenjeno, na račun močne Kitajske smo naklonjeni v tem trenutku azijskim naložbam. Epidemiološka slika v Aziji je precej boljša, razvita Azija v primeru Avstralije je tudi zelo prociklično naravnana iz vidika dobave surovin v kitajsko gospodarstvo. Splošno so makroobeti razvite Azije precejšnji. Vendar tudi pri razviti Aziji poudarjamo, da so rahlo povišana vrednotenja in pri določenih predstavnikih, kot recimo Tajvan in Hongkong, določena mera povišanega geopolitičnega tveganja. Za Japonsko smo naklonjeni predvsem na račun prociklične panožne strukture trgov in seveda pač navezanosti na kitajsko gospodarstvo. Negativno na japonske delnice seveda pač večni pomisleki, se pravi demografska situacija, potencialna BDP rast, marže, nadaljevanje, nadaljna potreba po tako fiskalnih in močnih monetarnih ukrepih v njihovih gospodarstvu. Za trge v razvoju naklonjamo rahlo nižjo naklonjenost. To seveda je pri trgih v razvoju vedno je težava, ker gre za zelo heterogeno skupino. Seveda tukaj bi poudaril določene države Latinske Amerike, na katere lahko zelo pozitivno vpliva nadaljnja šibkost dolarja. Tudi cene surovin bodo ob gospodarskem odpiranju in tudi nizkemu dolarju podprte. Se pravi, določene države, kot so Brazilija, tudi kakšna Južna Afrika, zelo pozitivno imele pozitiven vpliv od tega. Vendar tukaj vsem poudarjamo strukturne težave in da so pričakovanja v tem trenutku že v veliki meri vključena v delniške tečaje.
Dodatno gre tukaj poudariti, da se države trgov razvoja so se v času pred korona krizo soočale z precej višjimi inflacijskimi pritiski, kot smo se druge. Na račun korona krize je uspelo njihovim centralnim bankam znižati obrestne mere, da so podprli gospodarstva, vendar bi ob hitremu odpiranju oziroma povpraševanje po njihovih produktih prišlo precej hitreje do potrebnega zategovanja seveda finančnih razmer kot v drugih trgih. S tem seveda mislim pač določene države Latinske Amerike, kot tudi Južne Afrike. Se pravi, na račun tega jim izkazujemo rahlo nižjo naklonjenost kot omenjenih strukturnih težav. Seveda večjo naklonjenost pa seveda azijskim trgom v razvoju, vendar so azijski trgi v razvoju so po vrednotenjih že tudi precej pridobile v preteklem letu, ravno na račun te epidemiološke slike. Večno vprašanje, kaj pa dolar? Dolar je v letu 2020 napram evru izgubil že 8,2% vrednosti. Nekako je na finančnih trgih velja konsenz, da je pričakovan nadaljnji upad dolarja v letu 2021. Načeloma smo mi tej tezi naklonjeni, vendar je glavno vprašanje, do kakšne mere pričakujemo nadaljnjo depreciacijo. Trenutno se nagibamo k manjši depreciaciji v letošnjem letu. Zakaj? Seveda pač zaslobljenje dolarja je seveda kriva pač staro pravilo, da je dolar prociklična valuta. Čeprav v času močnega gospodarskega razvoja drugod, predvsem v emerging marketih oziroma v trgih v razvoju, se kapital seli ravno v te trge. Dodatno negativna epidemiološka slika v Ameriki je bila tudi eden od faktorjev, ki je negativno vplival, kot tudi negotovost z volitvami. Ampak v primeru morebitne rasti fiskalnih ukrepov 2021, kakršno pričakujemo, in tudi nadaljne rasti obvezniških donosnosti, seveda tukaj bi seveda poudaril, da bo tudi Fed izvajal določeno kontrolo, da ne bi le ta prehitro rasla, ampak vseeno, povišane obrestne mere v Ameriki na obvezniških trgih bi seveda pomenile, da bi je dolar spet zanimiv. Se pravi, je en dejavnik, ki deluje v prid dolarju in na račun omenjenih ukrepov in precejšnjega zagona, ki ga pričakujemo v letošnjem letu iz njihovega gospodarstva, se nam zdi, da je tale šibkost dolarja nekje že dosegla svoj maksimum oziroma pričakujemo slabitev nekje do nivoja 1,25 ali pa mogoče še rahlo več, ampak nekje tukaj se pričakujemo, da se bo tole ustavilo, ravno na račun tega, ker pričakujemo tudi iz vidika ameriškega gospodarstva morda tudi neko presenečenje v preostanku oziroma proti koncu naslednjega leta. Naše napovedi za obveznice, kot smo že omenili, na obvezniške trge vplivajo predvsem izjemni ukrepi monetarnih inštitucij. Pričakujemo, da se bojo te ukrepi nadaljevali, kot so centralne banke že same poudarile. Na račun tega pričakovanja bodo vrednotenja obveznic trenutno podprta, vendar je pač možnost njihove občutne nadaljnje apreciacije omejena. Tukaj bi poudaril, da tveganje navzgor za obveznice oziroma navzdol na obrestne mere predstavlja nek deflacijski šok v Evropi, vendar bi do tega prišlo predvsem v primeru prehitrega zategovanja fiskalnih razmer, ki ga pa ne pričakujemo. Vendar v primeru nekega večjega deflacijskega presenečenja bi lahko tako državne kot tudi podjetniške obveznice doživele še neko nadaljnjo apreciacijo, vendar tudi ta je po našem mnenju omejena. Ob pospešitvi gospodarske aktivnosti in odpravi restriktivnih ukrepov je po našem mnenju možnost nadaljne kompresije kreditnih pribikov določenih panog, ravno teh panog, katerih pribitki se še niso znižali, ker so izpostavljene odpiranju oziroma poteku odpiranja in pričakujemo, da bo ob nadaljevanju tega odpiranja se bojo tudi te kreditni pribitki zožali, vendar so nasplošno že te na zelo nizkih nivojih. Kljub omenjenemu v trenutni situaciji priporočamo rahlo višjo naklonjenost kreditnemu tveganju in z krajšo ročnostjo. Krajša ročnost bo seveda pomenila, da se bojo lahko obveznice ob dospetju hitreje investirala pri višjih obrestnih merah, če bo do teh prišlo.
Dodatno priporočamo krajšno ročnost ravno že zaradi precej omenjenega tveganja rasti obrestnih mer oziroma že pričakovanj obrestnih mer v prihajajočem letu. Se pravi, na račun tega smo manj naklonjeni ročnosti. Najlepša hvala. Pa če so kakšna vprašanja, jih bom prebral v... Hvala lepa, Rok in Blaž, za predstavitve. Imamo tudi že prvo vprašanje na chatu. Ne vem, ker Rok je spraševal, morda realno pričakovati večje težave na obvezniškem trgu zaradi morebitne višje inflacije ob nizkih obrestnih merah ali zato še prezgodaj? Trenutno okolje pa bi lahko postalo popolnoma nezanimivo za kupce obveznic ob takih pričakovanjih z negativno zahtevno donosnostjo in višjo inflacijo, ne? Tako, mogoče kak komentar. Ja, absolutno. Mislim, se trenutno že znašamo v tovrstnih situaciji, kjer se redko kateri investitorji pač odločajo za nakupe obveznic. Seveda, večni kupci bodo seveda ostali institucionalni vlagatelji, to so seveda razne zavarovalnice, banke kot tudi centralne banke. Zdaj, kar se pa tiče večje težave zaradi same višje inflacije, se bi pa taka hitro odrazila, po našem mnenju, v obveznicah. Zdaj, tukaj je mogoče pomembno poudariti, da to pričakujemo predvsem v Ameriki, oziroma se bo precej hitreje prišlo do te rasti obvezniških donosnosti v Ameriki. Ravno na račun omenjenih faktorjev, kot sem rekel, pač pospešenih fiskalnih ukrepov, kot tudi višjega zagona. Medtem ko Evropa se bo po mojem mnenju še vedno soočala z omenjenimi deflacijskimi pritiski. Zdaj lahko pa seveda pride do nekih pričakovanj predčasnih in v določeni meri bi tukaj samo še za trenutek bi poudaril, da bomo v Evropi v letošnjem letu prišli na nov način računanja inflacije, ki bi praviloma pomenila že sama po sebi višjo HICP inflacijo in moramo tudi pač upozoriti na določene bazične efekte, ker bodo makroekonomski podatki delovali iz zelo nizke osnove. Tako da na račun tega lahko dejansko je neko tveganje, da pride v vmesnem času do nekih vsaj mišljenja za inflacijskih pritiskov, kar bi seveda negativno vplivalo na obvezniške trge. Vidim dvignjeno roko pri gospodu Tomažiču. Živijo, bom kar ustno zastavil. A se slišimo? Slišimo. Bom kar ustno zastavil vprašanje. Slovenija je danes odprla knjigo za dolgoročno 60-letno obveznico, pa me zanima, kako ocenjujete, do kje bojo šle te ročnosti, ali bojo šle še naprej do 100 ali mogoče tudi več, in kako tak instrument paše v vašo zgodbo, v skladu konkretneje, ali se vam to zdi zanimiva naložba? Hvala. Glede samega trajanja teh obveznic se mi zdi, da smo praktično neomejeni. Smo videli že tudi kar nekaj 100-letnih obveznic v Evropi. Kar se tiče pa naših portfeljev, je pa to predolga ročnost. Ko sem že omenil, mi smo v tem trenutku nagnjeni predvsem krajšnim ročnostim in nadomestimo pač to izgubo oziroma nižjo donosnost teh naložb s tem, da posegamo po rahlo povišenemu kreditnemu tveganju. To je pa ravno na račun teh pričakovanj, ko sem jih prej omenil, da bi lahko prišlo do povišanja obrestnih mer. Moramo se zavedati, da slovenska državna 60-letna ne bo problematična za inštitucijo, ki jo bo držala do dospetja, ampak bi v primeru neke spremembe inflacijskih pričakovanj v letošnjem letu bi bil vpliv na njeno vrednotenje precej bolj negativen kot pri krajših obveznicah. Se pravi, bi lahko prišlo do zelo visokih izgub. Kot smo tudi videli zelo visoke donosnosti na avstrijski 100-letni, ko je prišlo do padca obrestnih mer.
Se pravi, na splošno nismo izpostavljeni tako dolgim obveznicam. Hvala lepa. Vprašanje z četa je, kako je z deležem malih vlagateljev na delniških trgih, razmerje in kaj se pričakuje. No, zdaj mogoče bi tle Blaž povedal glede vlagateljev v naše vzajemne sklade morda. No. Ja, to. Ker na delniških trgih nasploh mi verjetno podatka nimamo. No. Tako, mislim, pri nas v naših vzajemnih skladih vsekakor prevladujejo te mali vlagatelji, fizične osebe, kar se tiče prodaje. Naš glavni prodajni kanal je poslovna mreža NLB, privatno bančništvo NLB, vse to so fizične osebe, vlagatelji, tako da prevladujejo v prodaji, se pravi, take vrste strank, take vrste vlagateljev. Zdaj, kaj pričakujemo za naprej? Mislim, da se bo ta trend vsaj v naši družbi še nadaljeval, še intenziviral, z tem, ko bo zaradi nizkih ničelnih obrestnih mer na depozitih se vse več strank odločalo za alternative, se pravi, ena od prvih opcij, ki jo imajo, pri nas so pač te naši vzajemni skladi in se tukaj v bistvu nekako najdejo. Če se lahko kar dotaknem potem naslednjega vprašanja. Ja, ECB ima absolutno iz valutnega vidika je precej manevrskega prostora, vendar če pa pogledamo ključe investicij, se pravi, ECB se že nekaj časa, to je bila tema v bistvu na trgih že zadnjih kar nekaj let, sooča z težavami z ključem. Se pravi, koliko lahko določenih izdaj oziroma od določenih držav sploh še odkupijo. Tako da iz tega vidika je ECB zares nekako se znaša pri koncu svojih sposobnosti, razen v primeru odprave teh ključev. No. To je tudi ena tema, ki se med analitiki trenutno debatira. Drugače pa seveda je tudi nekako zaklenjena iz vidika obrestnih mer. Depozitna obrestna mera, naše mnenje je, da je zelo majhna, vsaj v tem trenutku precej nizka verjetnost, da bo prišlo do še nadaljnjega nižanja obrestnih mer in bo najverjetneje, kot so že tudi sami signalizirali, spodbudne ukrepe upravljali preko odkupov obveznic. Vendar, kot sem že sam omenil, se tukaj soočajo z precejšnjimi težavami, z posameznimi ključi. Mogoče je gospod Tomažič še vedno roko dvignjeno? Mogoče še kako prej? Ne? Potem gospod Zalaznik? Ne znam izklopiti. Zdaj je. Gospod Zalaznik? V predstavitvi ste pokazali, koliko ste naklonjeni posameznim regijam in delnicam in obveznicam, pa mogoče bi vas prosil, če lahko za enega vlagatelja manjšega poveste, kako naj pa razporedi svoje sredstva glede na vaše priporočila in na te po regijah, no. Recimo, ne vem, 40% Amerika v tem smislu. Tukaj bi predvsem poudaril, da za majhnega vlagatelja, ki na novo vstopa na trg, da priporočamo naše globalno razpršene produkte, ki že vključujejo ta priporočila. Se pravi, recimo globalni delniški, ki v bistvu je aktivno upravljan glede na naše aktivna priporočila, tako kot smo govorili o naklonjenosti po regijah. Drugače pa je nekako, kot ste omenili, približno 40% oziroma tam nekje 40-45% bi nakazali naklonjenost Evropi, morda 40% Ameriki, ostalo pa Azija in trgi v razvoju. Ampak, kot sem že omenil, pač ta naša priporočila, ko priporočamo recimo Azijo v tem trenutku, so mišljena le kot dodatna začimba na že osnovo naših globalnih razpršenih portfeljev, ki bi morali biti baza vsakega vlagatelja, ki na novo vstopa na trg. Morda bi jaz tudi dopolnil Roka s tem, da pač tako kot je večina pač vlagateljev že, ne morem reči ravno po definiciji empirično zmernih, je pač pomembno tudi pač ustrezno pač razmerje med varnimi naložbami in recimo delniškimi naložbami pri vsakem vlagatelju, se natančno pogovoriti, koliko želi tvegati.
ta del varne naložbe pogosto dosegajo stranke naše tudi prek naložbe depozite, recimo, ne, tako da ki so recimo bližje obveznicam, kot so delnice blizu obveznicam po svojih ključnih lastnostih. Se pravi, ni tu zgodba samo delnic, ampak seveda tudi predvsem te asset alokacije, kot temu reče, se pravi razpršitev med različne tipe naložb. Še eno vprašanje je bilo glede, kaj pa morebitna politična negotovost v EU zaradi številnih volitev na pomembnejših evropskih trgih. Ne. Tu bi mogoče najprej pred konkretnim komentarjem bi rekel, da pač volitve so stalnica, ne, se pravi nekako pogostost volitev je znana vnaprej in so predvsem kakšna večja presenečenja na volitvah tista, ki ponavadi premikajo trge, ne pa samo to, da volitve so. Bi lahko imela pomembnejši vpliv na trge, ne. Pač ja, zagotovo lahko, ampak predvsem, če pride do kakih večjih presenečenj, ne. To morda. Zdaj pa generalno, katera presenečenja na katerih državah, ne, to je pa potem stvar pač podrobnejše analize, konkretiziranja države. Morda še kakšno vprašanje, ali pa če morda, kje nismo zadeli bistva vprašanja, no morda tudi to bi vas tudi nekako pozval pri teh video pogovorih, je to ponavadi težje, ko ni neposrednega niti stika, niti možnosti reakcij. Morda, če nas opomnite. Gospod Zalaznik. Ja, morda bi samo, vem, da to ni vaš posel, da se s tem ne ukvarjate, ampak mogoče bi vsaj kakšno besedo rekel o kriptovalutah, ki spet so neka vroča žemljica v očeh vlagateljev, ki si želijo velike donose, no, in imajo velika upanja. Ja, lahko morda nekaj na to temo. Absolutno smo v letošnjem letu oziroma v koncu preteklega leta prišli do neke ponovne medijske pozornosti za kriptovalute. In marsikateri vlagatelj, kot tudi institucionalni vlagatelj, posega po teh novih naložbah. Zdaj tukaj bi predvsem poudaril, da vlagatelj, ki razmišlja o teh naložbah, da ne investira v kontekstu svojega celotnega portfelja. Te same naložbe so po večini brez kakršnekoli pravne podlage in lahko brez težav pride do popolne izgube vrednosti. Tudi sam Bitcoin, če ga pogledamo, je baziran na sistemu računalnikov širom sveta in v primeru, da bi prišlo do izpada tega sistema na račun premajhnih nagrad, tem tako imenovanim minerjem, bi lahko tudi tam Bitcoin znašel brez vrednosti. No. Ampak to ni načeloma neka osrednja teorija, ampak ni pa nekega osnovnega oziroma fundamentalnega vrednotenja pri večini teh projektov. Tako da to je mogoče ena stvar, ki bi jo poudarili, ampak drugače, pa kot smo že tudi sami videli, je tudi sam Warren Buffett začel posegati po Bitcoinu, tudi PayPal sedaj ponuja svojim strankam. Tako da mogoče pa res prihaja do neke spremembe v mišljenju o teh valutah v prihajajočem letu. Vendar spet poudarjamo pač njihovo višjo tveganost, zelo visoko volatilnost in kot tudi to, da na koncu lahko vlagatelj ostane brez vložka in tudi brez pravne podlage. No. Reč ni morda vprašanj, Mojca, mogoče bi še ti kaj dodala? Ravno sem želela samo pozvati, če še kakšno vprašanje, ker imajo kolegi tudi gotovo potem že druge obveznosti, tako da nekako pospešimo ta del z vprašanji. Če še kdo ne dvigne roko ali pa napiše, tako da v naslednjih minutah bi potem samo Kruno še zaključili. Pa se zahvalili za udeležbo, seveda. Pa še to je pomembno, no, sigurno, da vam bomo vsem poslali prezentacijo in pa en press release, tako da
lahko računate na to, no. V kakšni urci po temle srečanju. Še kakšno vprašanje? Razumem, da ne, a ne? V redu, hvala vsem, bi rekel, ki ste se udeležili in tudi vsem, ki ste pomagali pri pripravi tega srečanja danes, ne nazadnje seveda, oziroma najprej tudi Roku in Blažu za predstavitve. Upam, da se ob letos, kakor bi rekel, se vidimo zopet v živo, no, da se zadeve bodo res tako odvile, nekako kot je tudi naš osrednji scenarij napovedi glede tudi same COVID epidemije. Tako da bi se vam zahvalil v imenu družbe NLB Skladi, če pa še kakršnokoli vprašanje naknadno se vam porodi tudi potem, ko prezentacijo dobite, pa z veseljem odgovorimo na kakšna vprašanja, ki še pridejo. Hvala lepa. Hvala in nasvidenje. Svidenje.